Lep pozdrav vsem skupaj. Kot rečeno, prihajam iz oddelka za mikrobiologijo, iz katedre za mikrobno ekologijo in fiziologijo, ki jo vodi profesor Mandić Mulec. In danes vam bom predstavila del raziskav, na katerih sama sodelujem, in vse so vezane na bakterijo Bacillus subtilis, in upam, da vas prepričam v naslednjih 15 minutah, da je ta bakterija pa zares dobra, smrtonosno dobra. Torej, to je sporogena, pogrammopozitivna bakterija, ki je vsestransko uporabna. V agronomiji je uporabljena kot pospeševalec rasti rastlin in pa tudi zaščitnik rastlin, saj preprečuje nekatere patogene, predvsem kvasoke in plesni. V živilstvu se uporablja kot pri fermentaciji hrane, predvsem je znana na Japonskem, meso, v Koreji in pa tudi v Egiptu. V biotehnologiji je zelo pomembna, saj se uporablja kot producent številnih encimov, tudi vitaminov in ostalih snovi, naprimer surfaktantov. V živalskem svetu pa je prav tako ta bakterija izredno pomembna, saj je naravni predstavnik prebavil v živalih in jo dostikrat iz prebavil tudi izoliramo. V živinoreji pa se uporablja tudi kot probiotik. V krajinski arhitekturi sem dobila podatek, da za nekatere čebulnice zaščitno vpliva pred nekaterimi vrstami gnilobe. V lesarstvu in gozdarstvu pa se uporablja ta bakterija, kar sem zasledila na internetu, kot izboljševalec impregnacijskih sposobnosti smrekovega lesa in pa ščiti pred oksidacijo oziroma spremembo barve lesa, ki je posledica napadov plesni. Torej, res vsestransko uporabna. No, jaz sem se s to bakterijo srečala tekom svojega doktorata, kjer sem iz nabrežja reke Save izolirala 40 sevov Bacillus subtilis in te sevi so se tako ali drugače pojavljali v preteklih in pa tudi v zdajšnjih projektih, ki trenutno tečejo, in vsem tem projektom pa je nekaj skupnega. In to je to, da študiramo interakcije. Za nas so pomembne interakcije med sevi znotraj vrste, med vrstami znotraj rodu Bacillus in pa, kar je mogoče še za vas najbolj zanimivo, med Bacillus subtilis in recimo patogenimi bakterijami. In nekaj let nazaj smo objavili raziskavo, kjer smo ugotovili, da se sevi Bacillus znotraj vrste na nek poseben, specifičen način prepoznavajo na agarskih ploščah. To je agarska plošča z poltrdnim agarjem in kadar nacepimo na to ploščo dva seva, ki sta visoko sorodna, se med njima roji sevov združijo. To pomeni, da niso antagonisti in da se lahko dotikajo med seboj. Drugače opazimo, kadar sta seva antagonistična, to pomeni, da med njimi pride do boja, v tej liniji je veliko mrtvih celic in to se tudi opazi na oko z nastankom take linije. No in če bi zdaj te seve, ki se med seboj združujejo, postavili v skupine, znotraj katerih prihaja do, bomo rekli, normalnih interakcij, ne antagonističnih, dobimo med 40 sevi 12 skupin. Se pravi, znotraj vsake skupine so sevi prijateljski en do drugega. In če zdaj to primerjamo z filogenetskim drevesom, ki je narejeno na osnovi celotnih genomov, to je v bistvu na osnovi povprečne nukleotidne podobnosti, vidimo, da te skupine popolnoma sopadajo z skupinami antagonizma. S tem se ukvarja naša mlada raziskovalka Eva Stare. In kar je še bolj zanimivo, če pogledamo, kakšne so interakcije znotraj teh 40 sevov, vidimo na tem grafu, da je večina podobnosti med 98 in 99%, kar pomeni, da je večina interakcij med temi sevi antagonističnih. In če zdaj to pogledamo na nivoju cele vrste, če vzamemo 200 genomov iz baze podatkov, vidimo čisto isto, da znotraj celotne vrste bo večina interakcij antagonističnih. To pomeni, če bi vzeli naključno dva seva Bacillus subtilis, je največja šansa, da se bosta med seboj pobijala. Zakaj je to pomembno, bomo še v naslednjih parih minutah spoznali.
No in kakšne so posledice tega sorodstvenega razlikovanja? Nas več v laboratoriju seveda proučuje. Ena od njih je mlada raziskovalka Mojca Krajnc, ki proučuje tvorbo biofilma oziroma pelikla in ona proučuje to s pomočjo reologije, fluorescentne mikroskopije, zadnje čase pa se ukvarja tudi z mikrofluidiko in se pravi tudi na takih majhnih, na majhni skali proučuje te interakcije. Ker je njeno delo trenutno v pripravi, vam zaradi javne objave ne moram pokazati podatkov, lahko pa vam povem, da je dinamika nastajanja pelikla čisto drugačna, kadar zmešamo dva seva, ki se pobijata, in dva, ki se ne pobijata. Potem imamo v našem laboratoriju tudi dr. Barbaro Krajger, ki ima številne izkušnje z Bacillus subtilis in Barbara je lani objavila zelo odmevno objavo v ISME reviji, kjer je pokazala, da se kin sevi, če jih v eno kapljico nacepimo na agarsko ploščo, skupaj razširajo po tej plošči, medtem ko pri non-kin sevih prihaja bodisi do pobijanja, se pravi zmaga ali rdeč ali pa zelen sev, v redkih primerih pa pride do take segregacije, kjer se sevi ločujejo, ampak še zmeraj nekako potujejo po tej plošči. Te črtne kode lahko sledite do člankov, kjer si lahko preberete več o teh raziskavah. Potem smo ugotovili, predlani smo objavili tudi eno raziskavo v Nature Communications, kjer smo ugotovili, da sorodstveno razlikovanje vpliva tudi na horizontalni genski prenos. Bacillus subtilis je naravno kompetentna bakterija, kar pomeni, da je sposobna privzeti DNA iz okolja in jo vgraditi v svoj genom. Do sedaj je veljalo, da Bacillus subtilis lahko boljše sprejme in vgradi DNA, ki mu je bolj podobna. Se pravi, večja homologija je rezultirala v večji vgradnji DNA v genom. No, mi pa smo ugotovili med temi interakcijami, da je to malo drugače. In sicer, kadar zmešamo dva non-kin seva, to so te rdeči sevi, se njihova izmenjava DNA poviša. In to ni na račun pobijanja in večje količine DNA, je mogoče kdo pomislil, to je na račun večje ekspresije, večjega prepisovanja genov, ki sodelujejo pri kompetenci, pri tem procesu sprejetja DNA. In zdaj se vrnemo na tisto, kar sem vam prej pokazala, kaj to zdaj pomeni za vrsto. Če sem vam prej povedala, da je večina sevov takih, ki se ne marajo med sabo, ki so antagonistični, ali to pomeni, da je to mogoče sistem diverzifikacije znotraj vrste, ki pa promovira ta horizontalni genski prenos in da se s tem lahko vrsta non-stop spreminja. No, en tak lep primer je tudi adaptacija. Izvedli smo en eksperiment, kjer smo seve nacepili na ta del plošče, na drugi del plošče pa smo dali dva antibiotika. Vsak od sevov je vseboval en antibiotik in potem, ko sta se seva srečala, je en sev napadel drugega, od njega vzel DNA in se uspel razširiti po tej drugi strani plošče. In na tak način predvidevamo se lahko kakšne dinamike dogajajo tudi v naravi. In ravno to nas je zanimalo tudi v naslednjem eksperimentu, ki ga proučuje Katarina Belcijan, tudi naša doktorska študentka. Zanimalo nas je, kaj bi pa se lahko dogajalo v naravi. Tam smo imeli seve, ki vsebujejo antibiotične rezistence in smo merili prenose teh antibiotičnih rezistenc. No, zanimalo nas pa je, kaj pa če tega ni, kaj bi se pa v naravi lahko dogajalo. In smo izvedli eksperiment, kjer je Katarina nacepila sev, PS216, zraven njega pa en drug stični sev. Ta seva sta rasla, na sredini je Katarina povzročila, seva ločila, bodisi z inkubacijo v antibiotiku ali pa z sorterjem in potem ta moder sev, ki je že enkrat bil v stiku z zelenim,
še enkrat izpostavila zelenemu sevu. In to je 20krat ponovila, kot da bi želela 20krat nakopičiti te spremembe, ki se dogajajo ob interakciji z enim in istim sevom. No, na koncu smo nekaj teh sevov posekvencirali in prav tako vam ne smem razkriti, kaj smo ugotovili, vendar se veselimo, ker je objava v pripravi in bomo kmalu lahko pa delili z vami tudi te rezultate. Zdaj pa bo to zanimivo za agronome. V prvotni raziskavi smo ugotovili tudi eno zelo zanimivo posledico sorodstvenega razlikovanja in to je, da se sevi, ki so kin, lahko na korenini skupaj rastejo. Medtem ko non-kin sevi se med seboj pobijajo in preživi samo eden. To smo poročevali tudi z partnerji iz NIBA, kjer smo preverjali vpliv kin in non-kin inokulantov na rast in imunski sistem rastlin krompirja. Zdaj pa bomo za trenutek skočili še na razlikovanje sorodnosti znotraj rodu. Par let nazaj so ugotovili, da se sorodstveno razlikovanje pojavlja tudi v zelo sorodnih vrstah rodu Bacillus. To pomeni Bacillus subtilis, Bacillus aemiliquefaciens in še par sorodnih vrst, medtem ko zelo oddaljene vrste znotraj rodu Bacillus napram Bacillus subtilis se ne več prepoznavajo na agarskih ploščah in se roji združijo. Mi smo izvedli eksperiment, kjer smo na rastline kumar inokulirali kin seve različnih vrst rodu Bacillus, ki so se med seboj združevali roji, se pravi niso bili antagonistični, in pa non-kin seve, ki pa so bili antagonistični. In vidimo lahko, da če zmešamo 4 seve, ki na agarskih ploščah se združujejo, dobimo višjo povprečno maso korenin, večjo razvejanost koreninskega sistema in pa višji masni delež koreninskega sistema, kot če zmešamo seve, ki so antagonistični med sabo in jih damo na korenine kumar. Podobno smo poročevali s kolegi iz Kitajske, kjer smo videli oziroma opazili, da dodatek Bacillus velezensis, ki je tudi en tak pospeševalec rasti rastlin, izredno spremeni mikrobno sestavo rizosfere kumare. In sicer rizosfera kumare po dodatku tega seva pride v bolj kompatibilne seve, se pravi, če bi mi zdaj izolirali seve nazaj, se te združujejo na agarskih ploščah. No in kako to izgleda v praksi? To je tak domač poljski eksperiment, kjer sem zalila s PGPR sevom papriko in to samo 2krat in mislim, da je razlika precej opazna, da paprika boljše raste. No, potem pa še malo o patogenih. Seveda, da nam je vsem važno, da jemo zdravo meso, da ni kontaminirano s toksini, antibiotiki, mikroorganizmi in to je v našem laboratoriju proučuje tudi dr. Katarina Šimunović, ki je že tekom doktorata ugotovila, da če Bacillus subtilis zmešamo s patogenimi bakterijami, izredno dobro vpliva na redukcijo njihovega števila in v nadaljevanju smo se osredotočili najprej na Campylobacter jejuni, kjer smo ugotovili, da ne samo, da prepreči tvorbo biofilma, ampak uniči že obstoječi biofilm. In Katarina je v svojih raziskavah tudi naredila en luškan eksperiment, kjer je piščančkom dala spore Bacillus subtilis, jih hranila s temi sporami in ugotovila, da signifikantno vplivajo na redukcijo prisotnosti tega patogena v črevesju piščančkov. Po nesreči smo pogruntali še to, da so ti piščanci kar precej bolj debeli, ker verjetno vplivajo tudi na metabolizem in na boljši privzem hranil. In zato smo tudi s kolegi iz živilstva, s profesor dr. Sonjo Smole-Možina in izredno profesorico Anjo Klančnik, ki ima tudi danes predavanje, prijavili patent za uporabo tega probiotika z zunanjim partnerjem, pa smo tudi ustanovili podjetje, ki bo to, upajmo, da bomo tržili tak produkt. No in zdaj še čisto na koncu,
bi vam povedala še nekaj, na kar sem zelo ponosna. S kolegico, docentko dr. Ano Dragoš, ki jo poznate po prejetju ERC projekta, pripravljava en zelo zanimiv projekt, kjer se bova lotili s to našo super smrtonosno bakterijo tudi pomagati čebelarjem in skušali odpraviti hudo gnilobo čebelje zalege, ki jo povzroča Penibacillus larvae. Tako da upam, da nam bo uspelo rešiti še ta problem in upam, da sem vam v teh 15 minutah uspela dokazati, da mikrobiologi, kljub temu, da se ukvarjamo z mikroskopsko majhnimi stvarmi za človeka, lahko rešujemo tudi zelo velika vprašanja za vse nas. Hvala.